S patrolom vleče svoje 30-ko. Domen Pungertnik, ekonomski tehnik po izobrazbi. To je bila kaj osnovna šola? Ja. Je temnik, ne? Pa je prišel pa Tokio Drift, pa smo se pa zaljubili, pa sem hotel pa driftati, pa gotoviš, da rabiš prkolco, pa avto. Pa sem pa najprej kupil džipa, pol prkolco, pa avto. Evo, to je bilo to. Do tega, da si samostojen, kar se driftanja tiče, je finančna in časovna pot. Ja. Tudi ta avto si kupil kje? Ta avto je bil pa kupljen spontano, ker nisem vedel sploh takrat nekako driftati. To imate vi danes vsi srečo, ker lahko na poligonu probate, rentate, pa greste voziti. Takrat tega ni bilo. In sem pač upisal v eBay.de drift auto zum Verkaufen. In mi je v eBay.at, to pomeni v Avstriji, mi je vrgel tega ven za Jurija 600 na aukciji in sem ga zmagal. To je bil čas, ko so bile E30-ke še dosti poceni. To je 10 let nazaj. Ker takrat nismo imeli teh YouTube socialnih kanalov, tega ni bilo. Tega to ni obstajalo. Ampak je pač mene vedno zanimala ta tehnika in način vožnje. Pung je že več let v avtih, oziroma se ukvarja z njimi kot hobija, ljubiteljsko. Čist, strast. Od džipov do v zadnjem času vse več driftanja. Ima pa tudi dober support sa strani Perovška, ki je njegov kolega iz šolskih let. Tako, tole so pa vsi, ki so delali na avtu. Bolj ali manj preživi vse treninge brez defektov. Ja. Kaj najbolj pogosto popravljaš na tem avtu? Danes smo 3-krat popravljali gazajlo. Gumica na pedalu se je stopila in je začel hakl. Na pedalu za gas je pač odpadal, ker gumice ni bilo več. V štartu smo imeli pa največ problemov z pregrevanjem avta. To ste pa tudi rešili, kmalu bomo pa tudi to posneli. Popravljaš take stvari, ki se sproti pokvarijo zaradi obrabe, ni pa v bistvu nič takega, kar bi redno crkovalo. Avto je zdaj narejen na heavy duty, res, in v bistvu stremim k temu, da vozimo, ne šraufamo. Tako. Kje najraje furaš? Logatec, ker je ful hitra. Kaj je tvoj sanjski drift avto? Isti avto, kompresor gor. S kompresorjem pride pač vse ostalo, in sklopka, in menjalnik, in kardan, in akse, in to pomeni, da je to drug avto. Torej E30 z M30, 3,5 litrskim šestakom in kompresorjem. To bi pa bil. Kaj pa top 3 lokacije za drift na svetu, kjerkoli? Ne vem, ker nisem kjer bil. Tukaj sem pa še bos. Praviš, da tudi YouTube ni dovolj velika inspiracija, Ne, jaz rajš vozem, ko pa gledam. Bo treba počakati na priliko, pa bo izkusil še kako buro, mogoče kak grobnik v kratkem. To je pa dvovratna E30, ki je med drugim opremljena z original MT odbijačem in spoilerjem, pa tudi top-out zadnjimi šipami. To je za vse E30 fanboje kar neka vredna dodatna oprema. V notranjosti je od original opreme ostala samo še armaturka, opremljen je z enostavno varnostno kletko, 2 športnima sedežema. Ročka na ročni je pa Lidlov Pacer, short shifter je pa Skid Shopova. Pod havbo je M30 motor, ki ima dokaj prazgodovinski management sistem. Zato je pa ta avto tudi dodelan z kazalci, ki kažejo temperaturo in pritisk olja, pa tudi vodno temperaturo, da ima Pungi pač kontrolo nad temi parametri in ne poškoduje motorje, ki je vse bolj redek v teh časih. OMP-ov športni volan in quick release pa zaključita to, kar je najbolj pomembno od opreme notranjosti. Torej, poleg glavnega kill switcha za napetost ima avto 2 ventilatorja, stikalo za kontakt in stikalo za štarter, tako da je upravljanje zelo enostavno. E30 je predelana na 5 vijakov, uporablja čeljusti iz E46, torej E34 polosvine, pa v kombinaciji z 188 diffom v bistvu zdržijo vse klač kike in treninge brez kakršnih koli problemov. D2 gevinde in zadnji stabilizator pa služijo za to, da je body roll in avto pod kontrolo. V kuferamu je gorivna celica z 2 pumpama in svrlpotom, tako da ta avto nikoli ne trpi z stradanjem od goriva. Izpuh je pa enostavni
roast fry z majhnim loncem na koncu. Ne. Kaj puše so verjetno vse poliuretanske. Ja. Na zadnjem mostu je pa tudi skid shopov Camber kit. Roke spatiš vas. Tako pa roke so tudi ojačane, da se ne zvijajo, ker to je dosti velik problem na teh avtih, da v bistvu vsako leto avto dobijo več camberja. Zato ker se roke na notranjih pušah zvijajo, to je pa malo greška v dizajnu. Ne. Preda je Baš bar, ki je danes prišparal kar dosti dela v enem manjšem krešu. Danes smo. CLM je low-kit z D2 gevindami pa tudi poskrbi za dovolj veliko količino kota pa dovolj veliko kontrolo avta. Ne. Hladilnik servo volana se skriva v odbijaču spredaj levo. Pred glavnim vodnim hladilnikom pa tudi oljni hladilnik, ki je ful pomemben za ta velik M30 motor, ker ti motori med drugim kuhajo olje, če ga ne hladi sproti. Ne. A to imaš od akustičnih, ta varovalka? Ja. Direkt. Imamo miši moto E36 za E36M hladilnik. Pa od spredi imaš miši moto, ki poriva, pa od zadaj je pa spalo, ali pa tudi miši moto, ki pa vleče. Edini na ta način ne rata skladita. Jaz sem slišal samo poriva pa vleče. Servo, komplet sistem je od E28. V glavnem za ta velik, to je BMW Big Block 6-tak, 3,5 litrski M30 motor. Zato, da so ta motor spravili vsem noter, so mogli tudi vezno predelati, da je pač hladilnik dovolj naprej in da vmes paše ta slim fit spalo ventilator. Cold air intake je speljan na mesto luči, kot je na E30 kar trend. To je original ekspanzijska, ni? Ja. V bistvu so bile 5-ke, 6-ke pa 7-ke, ne? A to je še E32 zraven. Ja. To so bili pol kar pogosti, ne? Sam si imel pa 4 verzije te mašine. Iz 3 nismo mogli ene narediti, ker ena ni bila ista kot druga in pa smo najdli diplomo. Ja. Ker so ti motori v bistvu iz 80-ih let, pa poganjajo servopumpo in alternator klinasti jermeni, kar je full old school. Ne? Imam skozi rezervne samo. Poleg luftmeserja na loputo ta avto uporablja tudi fertajler za vžig in svečke so v glavo našraufane iz strani, kot je pač to bil trend na teh old school motorjih. Izpušni kolektorji so original gusnati, nosilci motorja in menjalnika so pa pač doma narejeni iz železa. Temu primerni so pa tudi po naročilu narejeni gumijasti nosilci motorja, da je motor dovolj nagnjen. Na tej strani gre mimo brake boosterja, ampak še vedno dovolj po konci, da ni težav z mazanjem motorja. Ker to pa ti nimaš težav. Sploh pa ne zato, ker je v motorju 1060 olje. Ja, 1060. V glavnem punge lahko srečate na večini lokalnih track dayov, sicer na poligonu ne toliko pogosto, je pa sigurno prisoten na vseh. Na tekme bom pa šel. Pung je bil letos na prvi etapi CDC najvišje uvrščen Slovenec. Ne, ni res. Prvi. Ne, Tibor je bil. Tibor je bil 5, jaz sem bil 6. Pogačar pa 7. Skupno 6, kar je dosti dober rezultat. Za konkurenco je bilo vrhunsko. Med skoraj 40 konkurenti, tako da komaj čaka na jesensko etapo dirk. Pa tudi kak trening bomo odpeljali skupaj. Bodi si v Logatcu, Krškem, pa kot je bil danes na poligonu. Tako je. Ja.